Pozdravljeni! Danes se bomo poglobili v eno zanimivo analizo. Gre za dokumentarec Derrena Browna z leta 2018, Sacrifice, žrtvovanje. Ampak ne gre samo za film. Naši viri trdijo, da je to več kot le psihološki eksperiment, da gre morda za študijo vplivanja. Tehniki naj bi jih videli kasneje, recimo med pandemijo COVID-19. Danes bomo pogledali te trditve. Ja, pozdravljeni. Pomembno je res poudariti, da gre za interpretacijo teh virov, ki jih imamo pred sabo. Ta analiza film vidi skoraj, kot neko simulacijo, morda celo opozorilo pred psihološko manipulacijo in spodbujanjem poslušnosti, za kar pač trdijo, da se je kasneje dogajalo. Dobro, pa dajva najprej na kratko o filmu, za tiste, ki ga mogoče niso videli. V Sacrificeu imamo posameznika, Phila. Ima precej, recimo, izrazito konzervativna stališča, protiimigrantska celo. In skozi vrsto psiholoških tehnik ga pripeljejo do točke, ko reče, da je pripravljen žrtvovati življenje. In to za popolnega neznanca, imigranta. Ja. Res je, in očitno je prav ta prikaz manipulacije pritegnil avtorje te analize, ki jo gledava. Ampak niso se ustavili samo pri vsebini filma. Šli so tudi v ozadje, kot piše v gradivu. Financiranje. Ja, financiranje. Film je produciral Netflix in analiza izpostavlja te velike institucionalne vlagatelje v Netflix. Omenjata se Vanguard pa BlackRock. Velika imena, ja. In hkrati so tisti isti vlagatelji tudi med največjimi lastniki farmacevtskih družb. Pfizer, Moderna, recimo. Aha. In gradivo potem postavlja vprašanje, poudarjam, to je vprašanje vira, ali ta finančna prepletenost, glede na ogromne vsote, ki jih upravljata ta dva sklada, ali morda nakazuje nek posreden vpliv. Vpliv kapitala na sporočila, ki jih take produkcije pošiljajo v svet. Nekako tako, ja, to je vprašanje, ki ga vir odpira. Zanimivo, ampak pustiva zdaj finance. Kaj pa jedro filma, te psihološke tehnike? Kaj točno izpostavlja analiza? Dokument identificira več tehnik. Ključna je recimo metoda stopala v vratih. To je tisto, ko začneš s majhno prošnjo. Točno, osebo pripraviš, da sprejme nekaj manjšega in potem je veliko bolj verjetno, da bo kasneje pristala na nekaj večjega, bolj zahtevnega. Stopnjevanje zahtev. Ja, potem je tu vpliv avtoritete. V filmu so to tisti ljudje v nekih navideznih medicinskih haljah, ki dajo vsemu skupaj neko težo, legitimnost. In seveda močni čustveni pritiski, vzbujanje empatije, pa občutka dolžnosti, pa selektivno prikazovanje informacij. In prav te tehnike naj bi bile po trditvah analize uporabljene kasneje, pri pandemiji COVID-19. Navaja, da naj bi podobne mehanizme uporabili za doseganje, širokega sprejemanja ukrepov. Kako pa? Kakšne vzporednice vleče? Recimo, poudarjanje nujnosti zaupanja v stroko, stroka kot avtoriteta. Podobno kot tisti v haljah v filmu. Nekako tako, ja. Potem postopno uvajanje omejitev, vedno strožjih, to bi lahko bilo primerljivo s tem stopalom v vratih. Aha. Pa nenehno poudarjanje kolektivne odgovornosti, čustveni apeli, zaščitimo ranljive. To smo veliko slišali. Seveda, in po mnenju analize naj bi to spodbujalo, da ljudje sprejemajo ukrepe brez, zadostne kritične presoje. Vir v tem kontekstu omenja tudi klasične eksperimente, Milgramov poslušnosti avtoriteti, pa Asha o moči skupinskega pritiska. Ta analiza gre res precej daleč. Celoten odziv na pandemijo vidi kot nek obsežen družbeni eksperiment brez privolitve, pravijo. Ja, to je močna trditev vira. Kakšne pa naj bi bile posledice tega po mnenju analize? Med posledicami navaja erozijo zaupanja v institucije, vlado, medije, znanost, pa seveda vpliv na duševno zdravje. To je razumljivo. Zanimiva pa je tudi interpretacija dolgega covida. Kako to misliš? Vir ga ne obravnava zgolj kot medicinski pojav. Postavlja hipotezo, da bi lahko služil ali pa bil uporabljen tudi kot komunikacijsko orodje. Orodje za kaj? Za vzdrževanje občutka negotovosti, ranljivosti v družbi, kar naj bi potem ohranjalo psihološko pripravljenost na mogoče nadaljne ukrepe ali pa podaljševalo neko izredno stanje. To so precej resne interpretacije. Ni čudno, da potem vir poudarja pomen zavedanja teh tehnik. Absolutno.
Analiza poziva k večji medijski pismenosti, pa k spodbujanju kritičnega razmišljanja vsakega posameznika. Predlaga tudi kaj konkretnega, sistemskega. Omenja nekatere ideje, ja. Recimo, večjo transparentnost pri kriznem komuniciranju sa strani oblasti, pa iskanje pravnih poti za boljšo zaščito pred psihološko manipulacijo in tem, kar vir imenuje čustveno izsiljevanje strani institucij. Zanimivo. Predlaga tudi jasnejšo opredelitev vlog. Kdo so strokovnjaki, kakšna je znanstvena podlaga za odločitve, še posebej, ko gre za omejevanje svoboščin. Dobro, torej, če potegnemo črto po to današnjo razpravo, ki je temeljilo izključno na tej predloženi analizi, ta vir vidi film Sacrifice kot, morda kot neko ogledalo družbenih procesov. Predstavlja ga kot opozorilo pred subtilnimi, a potencialno zelo močnimi vplivanji, ki naj bi jih videli tudi kasneje. Tako je. In za konec, analiza pušča v razmislek vprašanje, ki ga morda velja ponoviti. Kako v svetu, ki je poln informacijskih pritiskov, pozivov k enotnosti, kolektivnemu delovanju, močnih čustvenih apelov, kako ohraniti osebno avtonomijo, kritično presojo, kje je tista tanka meja med pristno skrbjo za skupnost in pa morebitno manipulacijo, ki lahko, kot svari analiza, vodi v neko tiho spreminjanje temeljnih vrednot. V kontekstu pandemije naj bi to izhajalo iz pritiska k sprejemanju ukrepov, ki so bili morda za koga v nasprotju z njegovimi vrednotami ali razumevanjem. Torej, če na hitro povzamem, kaj smo izluščili iz teh virov. Imamo film Sacrifice, predstavljen kot psihološki eksperiment o spreminjanju prepričanj in pripravljenosti na žrtvovanje. Tako. Financira ga Netflix, katerega največji lastniki so isti veliki institucionalni skladi, ki imajo ogromne vložke tudi v farmaciji. Točno. In potem imamo interpretacijo iz teh virov, ki film vidi kot nekakšno simbolično predigro družbenim pritiskom in psihološkim tehnikam, ki naj bi jih videli med pandemijo COVID-19. Tako je. Po mnenju teh virov naj bi film razkrival mehanizme, kako lahko sistem, ki se sklicuje na avtoriteto, recimo znanstveno ali medicinsko, oblikuje dojemanje etike in usmerja vedenje posameznikov. Za konec pa morda še misel, ki jo sprožijo te analize, če sprejemamo tezo virov o tej možni prepletenosti velikih investicij, medijske produkcije in tehnik družbenega vplivanja. Ja. Kakšne širše implikacije bi to lahko imelo? Kako bi to vplivalo na naše razumevanje sil, ki oblikujejo javno mnenje in vedenje, tudi na drugih področjih?